V demokratičnem sistemu, v parlamentarni demokraciji sta dva načina, na katerega lahko vodiš odbor za obrambo. En način je pasivni, da se samo govori o nekih deklaracijah, da hvalimo vlado, kako je vse v redu, in da odbor praktično ne počne nič, kar je bilo, dokler nisem na mesto predsednika odbora prišel jaz. Lahko pa odbor vodiš zelo aktivno, da odbor spremlja stanje v Slovenski vojski, da se redno odziva na varnostno situacijo in pa da odbor dela tisto, za kar je v prvi vrsti poklican. Da izvaja nadzor nad Slovensko vojsko, nad oboroženimi silami in pa tudi nad vlado Republike Slovenije, ki ima seveda v rokah preko ministrice za obrambo, preko predsednika vlade, te oborožene sile. Zdaj, da tega ne razumejo bivši jugooficiri in pa jugofili, ki so zbrani v društvu Srb, ki je napisalo pismo, to še nekako razumem. Da pa tega ne razume predsednik vlade, dr. Miro Cerar, ki je doktor ustavnega prava, na tem pa sem ogorčen in pa šokiran. Seja odbora za obrambo je bila sklicana prejšnji teden v ponedeljek s točko dnevnega reda, pripravljenost Slovenske vojske na morebitne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma. Sprašujem predsednika vlade dr. Mira Cerarja, zakaj je potreboval en teden, da je poslal svoj odziv in me pozval, naj sklic seje prekličem. Zakaj o tem ni bilo govora na vrhu parlamentarnih strank, ki je potekal v petek? Ker vem, da odgovora ne bom dobil, bom odgovoril na mesto predsednika vlade sam. V sredo, to se pravi jutri, je interpelacija ministrice za zdravje in predsednik vlade spušča meglo in skuša pozornost obrniti stran. Interpelacijo predsednika vlade skrbi, ker ne drži več skupaj koalicije, ker nima urejenih stvari. Žalostjo pa ugotavljam, da predsednik vlade ne uveljavlja več svoje volje in pa nima pod kontrolo niti lastnih uslužbencev v kabinetu. Iz kabineta predsednika vlade namreč curljajo informacije. In nekatere takšne informacije so prišle tudi do mene. In te informacije so bile povod za sklic omenjene seje odbora. Po informacijah, ki so prišle iz kabineta predsednika vlade, naj bi Republika Hrvaška ladje obalne straže zaradi sodbe arbitražnega sodišča poslala v okolico Umaga. Ena ladja naj bi se trenutno zadrževala v okolico Pule. Na tej ladji niso pripadniki obalne straže, pač pa naj bi bili na teh ladjah pripadniki specialnih enot hrvaške vojske. Prav tako naj bi bil predsednik vlade dr. Miro Cerar seznanjen z načrtom vlade Republike Hrvaške, da ne bo dopustila implementacije arbitražnega sporazuma v Piranskem zalivu. In da bodo del čez polovico branili z vsemi sredstvi, ukolikor bo Slovenija skušala uveljaviti suverenost. Zdaj, obalna straža Republike Hrvaške je del Hrvaške vojne mornarice. Njena naloga je praktično ena in edina, uveljavljati interes Republike Hrvaške na morju. Spada pa pod ministrstvo za obrambo. In glede na izjave, ki jih dajejo vidni politiki države, predvsem predsednik vlade dr. Miro Cerar in pa zunanji minister Karel Erjavec, da jih mineva potrpljenje, da je bilo dovolj diplomacije, ker Hrvatje tega ne razumejo in da bo Slovenija po svojih močeh uveljavila sodbo arbitražnega sodišča, sem se odločil, da skličem to sejo in da vlado Republike Slovenije in ministrstvo za obrambo vprašamo, kakšni so scenariji, če pride do konflikta. Vemo, da ima Slovenija dva gumenjaka, dva policijska čolna. Vemo pa, da je ravno državni zbor na predlog predsednika vlade sprejel 37. člen zakona o obrambi, ki govori, da lahko Slovenska vojska policiji pomaga pri varovanju državne meje. Legitimna vprašanja odbora za obrambo, ki izvaja nadzor tako nad vlado, kar se tiče oboroženih sil, kot nad samimi oboroženimi silami, je, ali ima vlada kakršnekoli scenarije, da bo vojska sodelovala pri implementaciji arbitražnega sporazuma, da bo sodelovala in pomagala policiji pri varovanju meje, ki jo bo Slovenija, po besedah predsednika vlade, varovala. In kakšni so scenariji, če bi v tem primeru prišlo do konfliktov. Glede na to, da Hrvaška je pripravljena, da brani svoje ozemlje, glede na to, da predsednik vlade in zunanji minister govorita ne samo o tem, da bomo
implementirali odločbo, to se pravi šli čez sredinsko črto Piranskega zaliva. Zdaj, kako bodo to naredili, to še vedno čakamo. Govori se o nakupih 2 policijskih čolnov. Zakaj? Zakaj, če ne bo nobenih konfliktov? Vračam žogico predsedniku vlade. Ali novice o nakupu 2 novih policijskih čolnov niso provokacije, ali to ni izzivanje? Skratka, Odbor za obrambo je tisti, ki mora vedeti, kakšne načrte ima slovenska vlada, Slovensko vojsko. Če nima nikakršnih, je to odlično. Če jih ima, pa imamo poslanci pravico vedeti, kakšna bo vloga Slovenske vojske pri implementaciji arbitražnega sporazuma in boh ne daj ob kakršnikoli konfliktih, ki pa jih, glede na besede hrvaške strani, lahko pričakujemo. Jaz se obnašam odgovorno do Slovenske vojske, predvsem pa do slovenske države. Če sedaj moji predhodniki, ki so bili na teh funkcijah iz različnih strank, niso postavljali pravih vprašanj, za katere je zadolžen Odbor za obrambo, je to njihov problem, ne moj. In tako poziv predsednika vlade Mira Cerarja sprejemam z razočaranjem, da ne ve predsednik vlade, tako kot ne vejo bivši oficirji, ki so poslali pismo na uredništvo Dnevnika, kakšna je vloga Odbora za obrambo v parlamentarnem sistemu. Predsednika državnega zbora Milana Brgleza pozivam, da zaščiti državni zbor pred aroganco izvršne veje oblasti, ki želi izvajati pritiske na avtonomno vejo oblasti, to je zakonodajna. Predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja, pa pozivam, da namesto, da želi uveljavljati in izvrševati svojo voljo nad mano, nad Odborom za obrambo, nad poslanci državnega zbora, raje izvršuje in uveljavlja voljo Republike Slovenije v Piranskem zalivu. Hvala. Še kakšno vprašanje na to temo? Irena Joveva, Pop TV. Zelo verjetno je, da bo koalicija obstruirala to sejo oziroma da bo mogoče tudi prešel kakšen predlog strani določenih koalicijskih partnerjev glede menjave oziroma glede ponovnega razmisleka tega dogovora, ki naj bi bil nenapisan dogovor med SMC in SDS, da ste vi predsednik tega odbora. Kako komentirate to dvoje? Zdaj to me spominja na izjave in pa dejanja nekaterih poslancev, ko sem bral Belo knjigo slovenske osamosvojitve, kako so glasovali proti, ravno tako obstruirali seje in nasprotovali kakršnikoli vojski, kakršnikoli krepitvi obrambe takrat še nastajajoče slovenske države. Tako razumem tudi obnašanje koalicijskih poslancev, ki jim ni mar za varnost, za katere vem, da so v hudi zadregi, kajti vprašanje je pripravljen Slovenske vojske ob morebitnih konfliktih pri implementaciji arbitražnega sporazuma. Slovenska vojska ni pripravljena, vemo, da je že 4 leta zapored poročilo o pripravljenosti negativno in s tem se bo težko soočiti. V primeru pa, da bo prišlo do moje razrešitve, pa se koalicijskim poslancem že sedaj zahvaljujem za takšno priznanje, da delam odlično kot predsednik Odbora za obrambo. Mihael Rešnik, Kanala. Gospod Mahnič, pričakujete morda kakšne reakcije iz Evropske unije, iz mednarodne javnosti na sklic te seje? In pa ste to odločitev o sklicu te seje sprejeli sami, je bila to odločitev znotraj stranke, ste se posvetovali kaj s predsednikom gospodom Janšo? Hvala. Zdaj kot predsednik Odbora za obrambo spremljam, kaj se dogaja, poznam situacijo v Slovenski vojski, spremljam tudi medije, da vidim, kaj govorijo visoki predstavniki države in na podlagi tega sem se odločil, da je sklic takšne seje potreben, ker imamo poslanci pravico vedeti. Do tega je pripeljala informacijo, ki sem jo dobil, kaj se pripravlja oziroma kako so Hrvati pripravljeni, kakšni premiki Hrvaške vojne mornarice oziroma obalne straže se izvajajo in pa na podlagi tega, da Odbor za obrambo nikoli ni bil o ničemer obveščen. Prvi del vprašanja pa bil? Mednarodna javnost. Mednarodna javnost. Zdaj razumem in pa pričakujem, da je mednarodna javnost bolj zrela, kot so zreli koalicijski poslanci in pa predsednik vlade in da razumejo demokratičnost in pa ustrojenost parlamentarne demokracije,
da so to teme, o katerih ima odbor za obrambo pravico razpravljati. Damjan Medica, Planet TV. Gospod Mahnič, kakšne konflikte sploh vi oziroma vaša stranka pričakujete glede na vso zgodovino, ki se je dogajala v Piranskem zalivu? Hvala, da ste mi z vašim vprašanjem potrdili mojo trditev, da je takšna seja potrebna. Ravno to bo moje vprašanje na seji odbora za obrambo in tam pričakujem odgovor. Ne vem. Hvala. A lahko malo več razložite o teh informacijah, ki ste jih dobili? Ker jaz, ne vem, da to prvič slišam, tako da mislim, odkot ste to dobili, pa kako je šel kdo potem tudi na teren, ne vem, to preverite, je to res? No, kot raziskovalna novinarka, ena najbolj vidnih v slovenskem medijskem prostoru, bi lahko vedela, da se virov ne razkriva, tudi vi dvomim, da jih razkrivate, je pa to naloga novinarjev. To je sedaj informacija na vas, je, da boste preverili, ali to drži ali ne. Sam bom to povprašal na seji odbora za obrambo. Torej, zdaj nekako vi, pa ne bom rekla očitate, ampak domnevate, da predsednik vlade nekaj skriva. Da. Ker to je edina logična razlaga glede na reakcijo predsednika vlade. Če ne bi predsednik vlade nič skrival, če ne bi vlada nič skrivala, bi prišla na odbor za obrambo, povedali bi, kako bodo zadevo implementirali, ali pričakujejo kakšne konflikte, kdo bo v primeru konfliktov, kakšna bo reakcija Slovenije, ali je dovolj samo policija, ali bodo na podlagi 37. člena zakona o obrambi potrebovali tudi kakšno pomoč Slovenske vojske. To so povsem legitimna vprašanja, ki jih v državi, ki naj bi bila demokratična, vse tako piše v ustavi, lahko poslanci, konkretno v tem primeru odbor za obrambo, tudi zahtevamo. Pa ste mogoče, ko ste razmišljali o sklicu te seje, razmišljali tudi o tveganju, da boste s tem izvali neke dodatne provokacije? Poglejte, vedno je pri teh temah možno, da bi bile kakšnekoli provokacije, predvsem na tisti strani, ki takšno sejo, s takšno točko dnevnega reda, želijo izkoristiti kot provokacijo. Dajte res vprašati predsednika vlade, zakaj je potreboval teden dni, da se je odzval na sklic te seje. Zakaj se je odzval ravno 2 dni pred interpelacijo ministrice za zdravje gospe Milojke Kolar Celarc. Skratka, to je povsem običajna seja. Potem takem odbora za obrambo sploh ne potrebujemo. Je odbor za obrambo kot tak, ki lahko razpravlja o vsem. O nalogah Slovenske vojske, po zakonu o obrambi je naloga Slovenske vojske tudi izvajanje oboroženega boja v primeru oboroženega napada nad državo. Ustanovitev takšnega odbora v državnem zboru, v parlamentu, lahko mišljeno kot provokacija. Kaj pa nam bo odbor za obrambo, če nismo ogroženi? Je pa reakcija recimo naših južnih sosedov na tako stvar? Reakcija naših južnih sosedov, kolikor sem videl, je bila samo neka notica v časniku Slobodna Dalmacija. Lahko rečem samo, da je koalicija tukaj odigrala dobro potezo in o tej seji obvestila uredništvo tega časopisa. Če ni več vprašanj. Hvala. Hvala, lep dan. Hvala.